Pojavljajo se določene špekulacije v medijih, predvsem v zvezi z odstopom Dalaj Lame od svoje funkcije, skozi katero sito bi to pogledali vi? Torej, jaz pravim seveda, da Dalaj Lama je zdaj vse postavil, ne bom rekel na kolsko, ampak zelo eksaktno je dal vedeti, da seveda ne stoji za temi nemiri, za tem, kar se dogaja na Tibetu, ampak da seveda, če tudi konec koncev poziva Kitajce oziroma neutralne, da tako rečem, raziskovalce, preiskovalce, naj pridejo pogledati, kdo je pravzaprav zadaj. In dejansko, po moje, so Kitajci tudi sami hoteli, da tako rečem, s tem, ko so to izjavili, da je Tibet oziroma Dalaj Lama in njegova klika za tem, da bi odstopil. Že od nekdaj, od vsega začetka, namreč Dalaj Lama njim največji trn v peti. Če gleda nek popolnoma laičen opazovalec Tibet, si misli, pa zakaj jim ne pustijo, da so neodvisni, da so sami zase, kateri so recimo glavni interesi potem Kitajske v Tibetu? Torej, jaz sem enakega mnenja, ne, tudi strokovno, če gledamo, ne, torej iz tisto, kar sem že prej rekel, temeljno načelo, kar Kitajci trdijo, da je to od nekdaj njihov teritorij, ne drži. Sprej, to je osnovna stvar in če iz tega izhajamo, to pomeni seveda, da Tibetanci kot narod imajo pravico do neodvisnosti. Zdaj, če gledamo mi evropsko demokracijo oziroma torej zgodbo Evrope, gledamo recimo primer kosovskih Albancev, ki se po svoji državni tradiciji ne morejo sploh primerjati, saj ne gre za nobeno državno torej državno tradicijo v njihovem primeru, torej teh kosovskih Albancev, ampak Tibetanci kot taki seveda jasno imajo vse atribute, hkrati je pa treba seveda vedeti, da se za Kitajci tu skriva nekaj drugega. Tibet je strateško izjemno pomemben. To je najvišja planota in oni s tem v bistvu nadzorujejo, da tako rečem, Južno Azijo, tu je Indija, njihov stalni sovražnik oziroma sovražnik, recimo temu druga velesila na tem območju. Tibet je bogat z rudnim bogatstvom, največje zaloge urana so na Tibetu. Tibet je neskončne možnosti, ima tudi zaradi tega, in to se ve, da Kitajci recimo tja odlagajo jedrske odpadke oziroma odpadke, ki jih nikamor drugam nimajo dati. Hkrati pa seveda je to prostor poselitve. Kitajci namreč omogočajo svojim državljanom, jim dajo imenitne možnosti, da živijo na Tibetu. Se pravi, stanovanja dobijo, boljše plače, delo in tako dalje. In zato se masovno priseljujejo na Tibet. Rad bi še samo to rekel, da torej ti podatki, ki sem jih tudi večera prebral od vašega dopisnika z Pekinga, da je na Tibetu 94,7% Tibetancev, je seveda ena velika laž. Torej, tisti, ki smo bili na Tibetu že leta nazaj, pa tisti, ki so zdaj bili, pa tisti, ki poznamo situacijo, vemo, da so Tibetanci v lastni deželi v manjšini. Če pa se dogajajo potem te filtracije informacij neresnične, ki recimo dobivajo tudi iz strani medijev, ki ima neko težo v javnosti, prihajajo neresnične informacije, prihajajo to iz strani, ne vem, Evrope, Kitajske, zakaj pravzaprav toliko neresničnih in preprostih informacij, ki so lahko vsakemu jasne že na prvi pogled, se jih hitro vidiš, koliko je Tibetancev, koliko pa jih ni, ne? To so uradni kitajski podatki, ki jih povzemajo potem agencije, zahodne agencije in seveda predvsem pa nepoznavalci dejanske problematike oziroma bi rekel nepoznavalci ali pa ne vem, ljudje vejo, da je Kitajska ena od vodilnih držav, da tako rečem, v nespoštovanju človekovih pravic in bi zaradi tega seveda morali biti toliko bolj previdni pri takih podatkih, da jih lansirajo potem v javnost in seveda s tem na nek način zavajajo. Ker zdaj so izpadli seveda Tibetanci, tisti, ki so vandali, ki uničujejo kitajske trgovine in Kitajci so seveda zdaj ubogi, tisti, ki so napadeni. V resnici se pa ne ve, da je to skrajna situacija. To je resnična stiska Tibetancev in če recimo tisti, ki poznamo Tibet in smo tam bili, vemo, da je to narod, ki jaz pravim, da mu je osnovno načelo življenja nenasilje, potem vemo, kakšna stiska je, da se je to začelo dogajati.